Pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji predvolilni oddaji vam predstavljamo listo Slovenske demokratske stranke, s katero se ta stranka poteguje za mesta v svetu občine Cerkno. V studiu pozdravljam Davida Bašlja, nosilca strankine liste v prvi volilni enoti v Cerknem. Dobrodošli. Dober dan, hvala. Najprej lep pozdrav volivcem, volivkam, vašim gledalkam, gledalcem in seveda hvala za povabilo. S kakšnimi pričakovanji se odpravljate letos na volitve v Cerknem? Letos gremo na volitve, da povečamo število mandatov v občinskem svetu. Ekipa SDS je pomlajena, imate novo ekipo, nove člane. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo v prvi volilni enoti 5 članov, v drugi volilni enoti 7 članov. Ekipa je pomlajena, tako da prihaja iz vseh spektrov, imamo dobro listo, tako da mislim, da bomo dosegli dober rezultat. V teh dneh hodite po terenu, imate srečanje z volivci. Kakšno je vzdušje? Vzdušje je, kako bi rekel, kar pestro. Nekje nas sprejmejo, tako bi rekel, na hard, na trdo, nam povejo vse probleme, nekje so bolj mehki, ampak bolj fajn je to, da se spoznamo s problemi, da vemo, kaj jih pesti, in obljubili smo jih in delali bomo na temu, da bomo vse njihove probleme odpirali na občinskem svetu. V volilnem programu ste oblikovali nekaj stališč, v nekaj točk ste jih strnili. Zapisali ste tudi, da je izseljevanje Cerkljanov, predvsem mladih, to resen problem za prihodnost občine. To je resen problem, zato tudi pozdravljamo pri nas to pobudo občine, da se povežemo s sosednje občine in da gremo v čim prejšnjo izgradnjo tunela, kajti le tako, da bomo med sabo z boljšimi cestnimi povezavami bomo izboljšali in povabili kakšna, da se priseli nazaj. Zdajšnja izkušnja moje žene, ki se je vozila v Ljubljano 1,5 ura pa 1,5 ura nazaj, kaže, da se zgubi preveč časa na poti. Če bi imeli cestne povezave v redu, bi lahko skrajšali povezave tudi za pol ure ali več. Na kakovost življenja v Cerknem, pa tudi v drugih krajih, bistveno vpliva zdravstvena oskrba. Na tiskovni konferenci v Cerknem ste rekli, da je Cerkno na število prebivalcev na prvem mestu v Sloveniji po številu helikopterskih prevozov. To pomeni, da so te razdalje in infrastruktura zelo slabi. Zelo slabi, pa še to je, največ telih nesreč se zgodi v popoldanskem času, ko ni zdravstvenega osebja v zdravstvenem domu. Tako da je treba skrbeti za to, da se uredi, bom rekel, helikopterski heliodrom, ne samo v Cerknem, ampak tudi drugod po vseh. Treba urediti tudi druge zdravstvene storitve v Cerknem. Jaz pogrešam predvsem pediatra, pogrešam ginekološki oddelek, zato ker vseeno toliko mladih družin, kot jih je sedaj, je kar po dolgem času, je toliko mladih družin v Cerknem, in si zaslužijo stalnega pediatra, ne da moramo starši voziti svoje otroke ali v Tolmin, ali v Gorenjo vas, ali Idrijo. Ob tem pa bi zdravniki najbrž potrebovali, pa tudi pacienti, primerne čakalnice in primerne ordinacije. Sedanje poslopje je staro. Sedanje poslopje je staro. Občina je v tem delu šla v postopek, da se obnovi bivši upravna zgradba ETE, kar je sicer zelo v redu in mi tudi pozdravljamo, upamo, da tele, bom rekel, nesporazumi, ki so se zdaj s podjetniki, da se to čim prej uredi. Ker ne znam si predstavljati, da zdravstvenega doma v Cerknem ne bi bilo, ker tale, bom rekel, plan B, če ga občina Cerkno nima, lahko pomeni samo katastrofo za nas. Mi se bomo prizadevali, da se tale zdravstveni dom uredi, da se ga obnovi in da se da primerne vsebine, ne samo zdravstveni dom, lekarno in še druge storitve, da bi bile noter v tej upravni stavbi. Kakšna pa so vaša stališča na področju okolja? Tukaj govorimo o komunali, o čistilnih napravah, o odvažanju odpadkov, o čisti pitni vodi pravzaprav. Pred kratkim smo imeli že na odboru za infrastrukturo že
predlog o novi čistilni napravi v Cerknem, mislim, da glede tega ne bo problemov, zato ker smo to že podprli. Gradbeno dovoljenje je sicer velja, da mora biti izdano do 2023, ampak mislim, da je to pravi korak naprej. Čistilne naprave, kot pa kažejo, da bi se, je to zna biti pa velik problem zaradi tega, ker vemo, da ena čistilna naprava in vse, kar stane tukaj zraven, tu bi preveč padlo na bremena davkoplačevalcev in tukaj mora občina in država pristopiti k temu zraven. Na podeželju naj bi imele tudi vsaka hiša pravzaprav svojo čistilno napravo ali pa cele vasi. Ja, to ni bilo še kaj preveč predstavljeno, po mojem mnenju. Ne moreš ti enemu z nizko pokojnino, z nizkim osebnim dohodkom reči, da bo pa dal 5000 evrov. To enostavno ne gre, to bo treba drugače pristopiti in tukaj se bomo prizadevali, da bo občina in država storila korak več na tem področju. Na področju športa in kulture Cerkno pogreša dvorano. Seveda, sam kot športnik, kot košarkaš, kot nogometaš, ko opazujem sedanje stanje, je eno najbolj katastrofalnih. Če gremo v sosednjo Idrijo, če gremo v Gorenjo vas, če gremo v Žiri, vidimo vse povsod telovadnice, športne dvorane, kulturne centre. Mi se sami tukaj skrivamo v jedilnici šolskega kompleksa. Telovadnica je taka, kot je, nimamo niti enega tekmovanja, ne moremo imeti nobene šolske lige, kot je bila nekoč, naših otrok ne moremo poslati na tekmovanja. Skratka, vse to si želimo, da se zažene naprej. Sedaj, ko so se končno odkupili teli prostori za vrtec, bi predlagal občini v bodoče, da se ta kompleks telovadnice razširi in uredi v primerne športne prostore. V program ste zapisali tudi, da naj občina postane servis občanov. Kaj ste s tem mislili? To sem mislil, da mora biti občina non-stop odprta. 24 ur mora biti občina na razpolago občanom, ne da čakajo, da so kdaj slabe volje. Jaz razumem, da župan ali pa osebe ne more takoj, ampak v doglednem času se mora vse, kar naše občane teži, se mora vse odgovoriti tako ali drugače. Ali se da, ali se ne da, odgovor mora biti ta jasen. Torej več komunikacije. Več komunikacije, seveda. Na področju prometa opozarjate na potrebo potem, da bi od Želina do Cerknega zgradili kolesarsko stazo. Seveda, sploh v Cerknem se ustavlja kar veliko turistov, ki sede na kolo in vse pojem prav, dokler ne grejo malo po naših cestah. Do Želina se ve, da je ozka cesta, nevarna, tam se vozijo tudi že otroci, večkrat vidim, in to je nevarno, tam je treba narediti, kolesarsko stezo. Do Franje se pa tudi ve, Franje je naš turistični biser in je treba vse tudi znati povezati. Ve se, da se kohezijska sredstva od 2021 do 2027 zagotovljena za tele kolesarske poti in to je treba znati urediti, potegniti in samo akcija. Prej smo govorili o kulturi in o športu. Na področju kulture se navezuje tudi dejavnost alternativnega kluba CMAK. V vaši skupini podpirate predlog, da bi se jim izboljšali pogoji? Seveda, že sedaj nam ni jasno, zakaj se teli prostori, ki so namenjeni bodočemu zdravstvenemu domu in ki so že toliko let prazni, zakaj se jim ni dalo te prostore v uporabo. Zdaj iščemo stavbo za stavbo, da se lahko teli fantje, dekleta dol, da lahko prirejajo koncerte, performanse, ampak nerazumljivo je. Mi se bomo prizadevali, da bo vsaj, če se v doglednem času zdravstveni dom ne bo začel graditi, da vsaj te prazne prostore izkoristimo in CMAK bi bil primeren za tam gor. Krajevne skupnosti v zadnjih letih delujejo kakor katera, nekatere tudi slabo, nekatere bolje. Kako vidite v prihodnje priložnosti za delovanje krajevnih skupnosti? Krajevne skupnosti je tako, kot ste rekel, ene delujejo malo bolj, ene malo manj.
Sam se, ko zdaj hodimo po terenu, vidimo, da so nekatere res ambiciozni, nekatere ti kar takoj povejo to, nekatere pač ne vidijo kakšne hude potrebe, pravijo, da vse mora to občina videti, pa to ni res, a ne. Krajevna skupnost je tista, ki mora prvo videti svoje probleme in jih potem preko svetnikov podajati na občino. Mi, ko smo bili, bom rekel, zdaj v telih parih krajevnih skupnostih, vemo, da potreba asfalta, potreba po kanalizaciji, potreba po telefoniji, take stvari, ki jih nimamo še porihtane, take je treba zdaj zrihtati. Na teh volitvah vaša stranka nima svojega kandidata za župana. Kaj predlagate svojim volivcem? Čisto preprosto, naša lista je nova, sveža lista. Naša lista se bo zavzemala za tisto, kar piše v programu. Ne trdimo, da je ta program za 4 leta. Ta program je narejen za obdobje 4-12 let in zavzemali se bomo za te stvari in za tem programom stojimo. Zato nagovorimo vse volivke in volivce, da volijo našo listo in videli bodo, da se da delati drugače. Sedaj imate v občinskem svetu en sedež. Ja. Kakšna so vaše pričakovanja? Naša pričakovanja so zagotovo, da izboljšamo vsaj za en mandat, veseli bi bili pa 2, da bi prišli na 3 mandate. David Bašelj, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in vse dobro vam želim na volitvah. Hvala tudi vam za povabilo še enkrat. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.